Hvala lepa. Najprej se moram zahvaliti vsem, ki so tako ali drugače sodelovali v tem pogajalskem procesu. Mi smo seveda vedeli že nekaj časa, da kar se tiče mobilnih učiteljev, zadeve niso tako urejene, kot bi morale. Zato smo seveda potem, ko smo dobili pobudo s strani SVIZ-a, tudi začeli z urejanjem teh zadev. Zelo neprav bi namreč bilo, da bi nekateri mobilni učitelji imeli take potne stroške, drugi pa drugačne, in to preprosto ni prav. In drugič, tudi ni prav, da mobilni učitelji samo zaradi narave svojega dela ne morejo napredovati oziroma niso mogli napredovati tako kot vsi ostali učitelji. In zaradi tega se nam je zdelo prav, da pristopimo k tem pogovorom. Oboji smo se zavezali, da bomo te anomalije, ki obstajajo pri mobilnih učiteljih, tudi uredili. S tem dogovorom smo sedaj to dali tudi na papir, tako da, kar se ministrstva tiče in seveda tudi mobilnih učiteljev, mislim, da smo eno stvar, ki je kar nekaj časa bila, to ni stvar od včeraj, ampak da smo eno stvar dali z mize. Na ta način, jaz upam, da bodo mobilni učitelji po eni strani dobili boljše pogoje za delo, ne nazadnje tudi materialno nadomestilo za dobro delo, ki ga počnejo, in seveda na drugi strani, da bo tudi njihovo delo bolj ovrednoteno zaradi tega, zato ker, kot rečeno, sistem napredovanj in sistem vsega tistega, kar ostalim učiteljem omogoča, da seveda karierno in drugače napredujejo, je tule bil zaradi takih in drugačnih ovir ne tako dobro izpeljan, kot je pri ostalih učiteljih. Tu je pomembno še nekaj. Pomembno je, da smo sedaj te anomalije odpravili, predvsem v luči tega, da seveda to, kar se tudi pogovarjamo s sindikatom, in to pa je vprašanje bodočega kariernega sistema učiteljev. Namreč nekaj je tisto, kar imamo mi v sindikalnem sporazumu, ki smo ga dosegli lani, torej govorimo o četrtem nazivu, ampak ministrstvo, seveda poleg tega četrtega naziva, bi rado, in to smo tudi že večkrat napovedali, prenovilo celoten karierni sistem, zato ker karierni sistem učiteljev ni bil nadgrajen, mislim, da vse tam od leta 1996, tako da je potreben prenove, kajti v njem se je nabralo marsikaj, kar pravzaprav tja ne sodi, in ta prevetritev, malo smo čakali na rezultate raziskave TALIS, drugi del rezultatov raziskave TALIS bo prišel nažalost ne novembra, kot je bilo najprej obljubljeno, ampak mislim, da šele januarja, februarja, ampak kakorkoli. S temi rezultati in s temi vhodnimi podatki in z vsem tistim, kar vemo, in z vsem tistim, kar seveda lahko opazujemo tudi pri drugih državah in vemo, da je pomembno pri strokovni nadgradnji učiteljev, bomo, upam, da ugradili v ta karierni sistem in na ta način seveda dali še boljšo osnovo, na eni strani za delo in za drugi strani za kakovost v našem vzgojno-izobraževalnem procesu. Tako da res najlepša hvala. Hvala, minister. Torej, jaz bi se rad v imenu SVIZ naših pogajalk in pogajalcev zahvalil za konstruktivno vzdušje, ki je bilo na teh pogovorih, in to, kar je minister izpostavil, da se leta in leta niso reševala vprašanja kljub našim vsakokratnim poskusom, ki so zelo pomembne za mobilne učiteljice, kajti učiteljev je na tem področju, ki je zelo zahtevno zgolj za vzorec, v glavnem so tukaj zaposlene ženske, ki nosijo tudi odločilno težo tega zahtevnega delovnega mesta, in da smo končno rešili ta vprašanja, ki bi morala po naši presoji biti sicer rešena, zato seveda je to dober znak tudi za naprej. Res je, da smo morali izglasovati stavko, ni nam je bilo pa potrebno napovedati,
kajti dogovor je bil v tej občutljivi fazi storjen in to je pomembno dejstvo, ki gre na nek način v prid tako eni kot drugi strani, v mislih imam SVIZ in ministrstvo. O teh vprašanjih, ki so razrešena, zlasti o neenakem vrednotenju uporabe prevoznih sredstev, je minister govoril in ta zadeva je zdaj odpravljena. Drugo bistveno vprašanje za nas je bilo, da mobilne učiteljice lahko enakopravno, tako kot drugi strokovni delavci učitelji, napredujejo v nazive, kar ni bilo mogoče razrešiti in zdaj je to vprašanje rešeno na po moje zelo eleganten način. Mi bi si želeli več takih rešitev, v resnici, če lahko nekoliko si privoščim parafraziranja, kjer je volja, je tudi pot. Pokazalo se je, da se najdejo rešitve, če je na obeh straneh dovolj zagnanosti in pa pripravljenosti, da se te stvari rešujejo. Ampak ključni problem, na katerega bi pa želeli opozoriti javnost še enkrat, pa je pomanjkanje kadra, ki bo v tej državi postalo kritično, če se ne bo začel ta problem reševati. Mi mobilnih učiteljic, učiteljev nimamo dovolj in v prihodnjih letih se bo situacija še dodatno zaostrila. Zato me zelo veseli, da smo se dogovorili o oblikovanju skupine, ki naj bi takoj, 15. oktobra naj bi bila imenovana, začela razreševati ta vprašanja. Od tistih problemov, ki se začnejo na fakultetah, do različnih elementov spodbujanja k temu zelo zahtevnemu poklicu. Zakaj ni mobilnih učiteljic, je jasno. Ker je zelo zahtevno to početi, ker si stalno na poti, ker je delo odgovorno z občutljivim delom populacije, ki odrašča, plačilo pa ne tako, da bi ga lahko pokazali prijateljem, ne da vam bi bilo nerodno, se je je prišlo v to situacijo, ki jo je zdaj še mogoče rešiti na nek predvidljiv, konstruktiven način. Če tega ne bomo začeli reševati takoj, se bomo v nekaj letih soočili z morda celo ogrožanjem same dodatne strokovne pomoči v našem izobraževalnem sistemu in tega si ne ministrstvo, ne mi ne smemo privoščiti, zato še enkrat poziv, da dajmo začeti reševati tako, kot tam piše, takoj to vprašanje. In seveda, ker je minister omenil tudi karierna napredovanja, veseli me, da bo končno prišlo do, tega prvega soočenja pogledov. Spomnil bom, da je to velik problem, ki je bil zapisan tudi v stavkovnem sporazumu in v SVIZ-u smo trdno odločeni, da ga v tem mandatu, tako kot se je minister tudi obvezal na začetku nastopnega svojega, zaslišanja v parlamentu, da bomo to dejansko pripeljali do konca v korist vseh. Morda so naše zahteve ožje, kot so ambicije ministrstva, ampak mi smo na pogovore pripravljeni. Hvala.